uvod in priprava na leto 2026. Pozdravljeni! Če verjamete, da ni naključje, potem ste zdaj v pravem času na pravem mestu. Verjetno boste prav danes slišali neko sporočilo, ki bo imelo za vas pomembno vrednost ali pa vam bo celo spremenilo življenje na bolje. Ja, biti na pravem mestu ob pravem času, to sta kvaliteti in rdeča nit leta 2026. Kot sem to opisala v knjigi Sporočilo Zorjona, sta značilnosti leta 2026 dva grška bogova. Enemu pravimo Kronos, drugemu pa Kairos. Kronos in Kairos, grška bogova. Eden predstavlja kvalitativnost, se pravi količino, Kairos pa predstavlja kvaliteto, nekaj, kar ima trajno vrednost. Ampak o tem, kako se v vas, ki to zdajle gledate, prebujata ti dve kvaliteti, v kakšnih količinah sta prisotni, boste si ogledali v nadaljevanju. Pripravila sem vam nekaj vprašanj, anonimno boste odgovorili na ta vprašanja in ugotovili po teh točkah, ki jih boste zbrali tekom testa, koliko ste vi pripravljeni za leto 2026. Mimogrede, z vami sem Aleksandra Winkler Drole, ste v moji domači dnevni sobi, sem avtorica 8 knjig, 7+1, ena je priročnik, zraven knjige imam mnogo izdelkov za osebno rabo, sem avtorica večjih spletnih programov, v pripravi je nov program Božanska magija, ne zamudite naših novic, še prej pa kliknite like, kliknite subscribe oziroma naročite se na moj kanal, da ne boste zamudili kakšne pomembne vsebine, mogoče se vam moji videi ne bojo več prikazovali, če ne boste prijavljeni. Se pravi, poiščite gumb, kliknite, naroči se, subscribe, lajkajte video in pripravite tudi svinčnik, papir, da boste reševali test, da vidimo, kako ste vi pripravljeni na novo leto. Poglejmo nekaj mojih kanaliziranih uvidov, najbolj medijsko odmevnih za leto 2025. Sem opisala to leto kot most med preteklostjo in prihodnostjo. Naj ostanem ali grem, je bistvena rdeča nit, ki jo pač v metafore uporabljam, da kratko in jedrnato opišem energijo leta, ki jo v metafori predstavim, da boste lažje razumeli tudi moj uvid v leto 2026, poglejmo nekaj dejstev iz leta 2025. Tukaj v letu 2025, kateremu po opisu v knjigi Sporočilo Zorjona pripisujem vladavino egipčanskega boga Tota, si morate misliti, da je bil to bog smrti, zadolžen, da pelje duše naprej, ko zapustijo fizično življenje, zadolžen je kot sodnik po smrti. In zato tlele pač v letu 2025 je zdajle referendum o prostovoljnem pokončanju življenja, pohod za življenje, se pravi proti splavu se odvija, hkrati pa nekaj propagirajo nek varen splav, morda za tiste, ki ne verjamete v večnost duše, v reinkarnacijo, to ne zanima, ampak leto 2025 je kot neka odskočna deska, je most, ki nas pelje v prihodnost, boljšo ali pa slabšo, imamo možnost izbire dejanj, nimamo pa možnost izbire posledic, ki sledijo tem dejanjem. To je vsa umetnost karme. Karma je akcija, delovanje, nek premik, neka odločitev, kako smo delovali na katerih dejanjih. To bo pomembno še za nadaljnjih veliko let. In kaj se je dogajalo v letu 2025, zelo odmevata recimo v ZDA umor desnega
pripadnika oziroma podpornika desnopolitične stranke Charlieja Kirka, ki je bil tudi velik podpornik predsednika ZDA Donalda Trumpa. Evropa se sooča z valom migrantov, po večini so to brez osebnih dokumentov, neki mlajši moški, skratka, običajno so tisti pravi migranti starejši ljudje, matere z otroki, to so bili legalni prestopniki, žal tako delujejo, ki iščejo neke ugodnosti. V Sloveniji konec oktobra, zadnje dni, odmeva umor v Novem mestu Aleša Šutnerja. Žalostna novica, predtem pa še v poletju, mislim, da je bil junija meseca, pretep kmeta Čemažerja v Novi Gorici, tudi migrant posilil otroka, tudi Štajercem je prekipelo, tudi oni zahtevajo enaka merila za vse. Je res dovolj, a smo res na razpotju? Svet je kaotičen, neka kaotična križišča in poti. O letu 2025 vam govorim, ker je to odskočna deska za nadaljnjih 9 let ali pa še več, ne, tudi za leto 2026 in še dlje. Čeprav ste že nestrpni, komaj čakate, da vam povem kaj o letu 2026, o prihodnosti, pa vas zdajle prosim še za malček potrpežljivosti in dobrega poslušanja, razumevanja pri tem uvodu, preden preidem na kanaliziran uvid v energije leta 2026. Da ne boste kar slepo zaupali vsakmu, kako pa če to Slovenc voli tistega, ki mu je lep, simpatičen, pa vidimo, kam nas pelje to, lepe besede, lepa zveneča imena, ne? Brez da zadaj se kaj pozanimali o preteklosti, o preteklih delovanjih. Ne? Zato vam želim predstaviti nekaj mojih najbolj odmevnih uvidov, ki sem jih imela. Grem na kratko, se pravi, ker je to še vedno zelo koristno za leto 2025. Poglejmo tole, dobra karma, se pravi most, ki predstavlja vez med preteklostjo in prihodnostjo. Množice ljudi se zbirajo, eni hitijo z leve, eni z desne, eni so spodaj pod mostom. In dogodki, najbolj odmeven dogodek, recimo na Goriškem, Nova Gorica in Italijanska Gorica, kulturni prestolnici leta 2025, in celo most so si izbrali za to svojo objavo dogodka, združitev dveh mest, kulture. In naslednja zanimiva novica, z leta 2025, spet most, največji oziroma najdaljši most na svetu, zgrajen, dokončan konec septembra v jugozahodnem delu Kitajske, ki bo skrajšal vožnjo namesto 2 uri 2 minuti potovanja, se pravi most, povezovanje, ljudje, množice, simbolika. Tega se je pokazala recimo Hrvaška, imela en velik dogodek, tudi veliko Slovencev se je udeležilo koncerta Thompsona, ki je prodal rekordnih 500.000 vstopnic samo za en koncert v Zagrebu. Seveda so tlele religiozni motivi in tudi o tem veri, religiji govorim v nadaljevanju. To sovpada tudi z umorom Charlieja Kirka, protestanta, vernega človeka, ki se je zavzemal za svobodo govora. Morilec naj bi bil transseksualec, ki je stanoval s partnerjem, kateri je čakal na operacijo za spremembo spola. V tem primeru vidim problem spremembe spola, ne pa spolne usmerjenosti. In
Zadaj je bila ena tajkunska organizacija, zlobna, ki so pač nekoga izkoristili, da je naredil to dejanje, tako da ozadje teh umorov je vedno globlje in so zadaj neka kriminalna združenja. Poglejmo, kaj sem povedala za revijo Misterij, katero intervju naredim ponavadi že v oktobru za naslednje leto ali pa še prej. Revija je šla v decembru 24 in se nanaša na dogodke leto 25 in opisujem nevarnosti zraka. Se pravi, prejela sem uvid, kaj je pomembno za leto 25, nuja je delovanje iz srca, da se naravno zavarujemo pred nevarnostjo iz zraka. Se pravi, bolj ko si srčen, iskren, govoriš s srcem, hočeš dobro, pa si varen pred dezinformacijami, virusi in podobno. Zanimivo levo tlele od moje slike, se pravi nad temi 3 zvezdicami simbol Oriona. V naslednjih 2 letih se bo zelo veliko Slovencev selilo, največ znotraj Evropske unije. Najtežje bo za poklice v uniformi. In vemo, da te dni ravno poklice v uniformi, naj si bo zdravstvo, policija, najbolj garajo tudi gasilci in najbolj nam pretijo nevarnosti zraka, to so komarji, virusi, onesnažen zrak, toča. Se pravi, med nevarnosti iz zraka naj omenim tudi dezinformacije, hujskanje, napačne informacije, prikrivanje resnice, prikrajanje resnice. Eno zgodbo lahko precej spremeniš, če vzameš ven nek ključni dogodek. Kaj se je dogajalo, se pravi vse te nevarnosti od dronov, ki so prečkali ki so prišli v zračni prostor držav članic Evropske unije, kar je kar precej vznemirilo. Ruski droni so prileteli v Latvijo, Romunijo, vdor so beležili na Poljskem, v Italiji, mogoče še kje, ker nimam podatka ta moment. In 27. septembra smo vsi državljani Republike Slovenije prejeli SMS sporočilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje glede naravnih in drugih nesreč. Pojavili so se virusi pri ljudeh in živalih, se tudi poginulo je kar veliko ovc in krav, goveda in drobnice, samo ovce, to so neke krvovsese mušice, ki prenašajo smrtonosni virus, ki povzroči modrikast jezik. Se pravi, vse to se nanaša na tale naslov, nevarnosti zraka, ali so droni ali so muhe. Tudi muha te lahko bije, ne samo dron. Tako da virus, vemo, da za malarijo, ki prenašajo komarji v Afriki, umrejo ljudje, če niso cepljeni. Komunikacija, napačna komunikacija, in poklici v uniformi, odstopila sta še 2 ministra, pravosodna ministrica, tudi to spada pravosodje spada med uniformirane poklice, in minister za notranje zadeve, se pravi za policijo, Poklukar, tako da se je od 20 ministrov približno pol že zamenjalo. Res kaj takega nisem še doživela,
v samostojni Sloveniji. Prav to v letu 25, kar sem opisala v knjigi Sporočilo z Oriona, naj ostanem ali grem, da se pa tako stvari hitro odvijajo. In kaj je bilo še tlele, se pravi, nevarnosti zraka. 4-oglata toča je uničila streho več objektov na Goričkem v Prekmurju. Ponekod po svetu je bilo še precej huje. Omenila sem tudi, da v Sloveniji ne bo nič drastičnega. Na Hrvaškem, ja, jugozahodni del Istre in celo v Karigadorju. Ta Karigador poznamo kot neko počitniško naselje bogatašev in tudi to sem že dobila, pišem v knjigi. Mislim, da so to tudi kanalizirali moji tečajniki programa hipnoze, regresije in progresije. In omenjamo, da prihaja čas, ko denar ne bo več sveta vladar. Se pravi, Hrvaška in Istra pod vodo, takega neurja ni bilo že 40 let. 40 let ni, da bi avtomobile odneslo čisto na drug konec, razbiti, voda je zajela res prav nevarnosti zraka. Recimo tlele zadnje dni v oktobru, grozljivo, tudi Jamajka. Kaj se tole tle zlufta dol. No in še nekaj je bilo zanimivega, recimo tlele iz zraka, pravi ena gospa s Celja, neka zračna rja, ki jo je zelo težko sanirati, ne gre enostavno dol z avta in kar poškoduje kovino. In poglejmo zdajle, se pravi, za revijo Ona plus, kakšen intervju sem oddala. Ja, huda inflacija, res, take hude inflacije, toliko obdavčitev je. Mislim, da danes sem celo slišala, da bojo obdavčili še pasje ute, nadstreške, v glavnem popis vsega, imetja, premoženja, plačujemo neko oskrbo, neke davke sploh še ni. In vprašali so me, če bo zdržala, se pravi, tole je bilo objavljeno v februarju 25, pač takrat sem prišla na vrsto za ta časopis. In vprašanje je bilo, ali bo Gibanje Svoboda ostala, ali bojo predčasne volitve. In moj odgovor je bil, vladi pod vodstvom Gibanje Svoboda, ki je na volitvah prepričljivo zmagala, se majejo tla. Ljudstvo bo zahtevalo predčasne volitve in to se že ves čas govori o predčasnih volitvah, pa o preiskavi KPK, pa po aferi Karigador, pa zdajle pa še največ po temu, kako varno živijo prebivalci na Dolenjskem, kako ogroženi ali varni se počutijo, in če država ne zmore zagotoviti varnost svojim državljanom pred nekimi priseljenci ali pa da ne veljajo zakoni za vse, da niso vsi, pravijo, da imajo Rome za privilegirane, da oni ne plačujejo kazni za prehitro vožnjo z avtomobilom in take, ker so pač, če so na sociali, da jim nimajo kaj vzeti.
in da se ljudem godijo krivice, da niso, in zahtevajo pač odstop te vlade, ker pač imajo občutek, da ne dela dobro za njih. Pa se vrnimo k vremenu, se pravi spomladanske in jesenske poplave, tlele tornado, nekje kakor neki potresi, vendar za Slovenijo ne kaže nič drastičnega, nič hujšega in hvala Bogu ni bilo. Se pravi, zelo veliko tega je bilo, kakor sem zdajle videla, jesen je bila res polna teh tornadov in Jamajka, Hrvaška in drugi deli Evrope, v Sloveniji se voda kar nekako odteka, seveda imamo to srečo, da imamo vsaj kakšen dan, 2, 3 brez dežja. Res veliko te vode, spomladanske pozebe so bile, ampak spet ni bilo hujšega. Vladi se otroci v šoli, recimo, sem slišala od ene mame, moji otroci so že na fakulteti, 2 in 1 v službi, oziroma 1 na magisteriju. Zdaj sem slišala od ene mame, da njen sin recimo mora znati eno pesnico in dobi oceno 2, zelo slabo ali pa cvek, medtem ko albanski otrok se mu ni treba naučiti pesnice na pamet v slovenščini, jo dosti jo prebere in to dobi brez problema 4 ali 5, zelo take visoke ocene. Mimogrede, jaz sem hodila v Italijo v srednjo šolo in sem bila neocenjena, so rekli, boš neocenjena, dokler se ne naučiš jezika, 6 mesecev, pol leta, in ker sem se že v 3 mesecih naučila, sem bila ocenjena tako kot vsi drugi in zame so bile enaka pravila kot za druge. Otroci se hitro učimo, mlad človek se res zelo hitro nauči, če je motiviran. Če sem se jaz naučila, se lahko tudi drugi. Če se pa ne morajo, pač ta država ni prava za njih. Jaz sem šla tja, ker mi je bil všeč jezik, ljudje, bližina doma, tako da ne razumem ljudi, kam silijo. Tam, kamor prideš, se pravi, ko je rekel Simon Gregorčič, pod streho naš tuji rod, naj gost bo, a ne gospod. Tako da res ta Kristusova leta v Sloveniji, seveda zdajle od junija naprej ima Slovenija že 34 let, ampak ta vpliv, da se enim godijo krivice, izdaja, da se počutijo ljudje, kaj pa vem, ogroženi strani drugih, manj vredni, podcenjeni, in na kaj bomo ponosni v letu 2025, ja, na športnike, to pa bojo dosegali v svetovnem merilu, tako da to pa res tisto, kar lahko rečemo. Se pravi, zakaj ljudje se sprašujemo, kako je lahko v Sloveniji toliko dobrih športnikov, se pravi na število prebivalcev imamo toliko izjemne svetovne genialne ljudi, pa tudi intelektualce, doktorje, znanstvenike, izumitelje. V bistvu Slovenija nosi karmo zrak. Karmo zrak nosi in tam je intelekt, se pravi od modrosti do norosti. To o tem pišem v knjigah, zdaj ne bom šla na dolgo. Tako da zdajle gremo na leto 2026. Se pravi, teh mojih napovedi je bilo res veliko, od zmage Donalda Trumpa, tako kot sem napovedala, nekdo, ki se bo smejal, se pravi Zoran Janković bo zmagal na volitvah, pa nihče ni vedel, tako zdaj tudi napovedujem njegov odhod, ampak sej bo prišel pa nov tujec, tako da, oziroma nerojen v Ljubljani, tako da ne se veseliti ali pa ne biti žalostni,
bistveno se ne bo spremenilo. Kar se je smelo spremeniti, se je že spremenilo. V letu 26 je karma ogenj. Karma ogenj, se pravi, jaz tlele opozarjam ljudi, tako kot sem opozorila pred covidom, da ne ostanejo doma v oddaji na eni televiziji, in vse te moje posnetke, vse te medijske objave lahko preverite. In zdaj, če mi zaupate, če ste še vedno tle pa me gledate, pripravite svinčnik, papir. V letu 26 bo karma ogenj. Ogenj je naš dober služabnik, če v pečici, in slab gospodar, ko uide izpod nadzora, gori v strehi lahko. Se pravi, to so naša čustva, rabimo strasti, ampak če pa te strasti uidejo izpod nadzora, povemo, kje smo. Kako merim uspeh, kaj je za nas uspeh, kdo bo uspešen? Uspeh merim v notranjem miru, v zadovoljstvu, se pravi ne v denarju, v entuziazmu, ki ga imamo. Uspeh ni dosega cilja za vsako ceno, z glavo skozi zid, pa ostaneš brez glave. Ni uspeh za vsako ceno, ne glede na posledice. Uspeh v letu 26 bo predstavljen biti ob pravem času, na pravem mestu in početi prave stvari, take, ki trajajo, ki imajo trajno vrednost. Kronos in Kairos. Skratka, mešanica usode in pravilnih akcij bo potrebna. Za vse velja pregovor, da je sreča na strani pogumnih. To bo tista rdeča nit. Biti v pravem času, na pravem mestu in pa pogumnih. Pogumni niso predrzni ali pa tisti, ki grejo z glavo skozi zid. In zdajle boste odgovarjali na vprašanja, da boste ugotovili, kakšno bo za vas leto 26. Pa začnimo. Prvo vprašanje. Sem pogosto v dilemi, težko se odločim, naj si bojo to malenkosti ali pomembne stvari. Napišite drži, občasno ne drži. Drugo vprašanje. Pogosto potrebujem nasvet drugih, prijateljev, partnerja ali strokovnjakov. Drži, občasno ne drži. Tretje vprašanje. Spremembam se s težavo prilagodim, pa četudi je ta sprememba začasna menjava bivališča, kot je to za čas počitnic, zato najraje izbiram že poznane in obstoječe lokacije za počitnice ali dopust. Drži, občasno ne drži. Kateri od teh treh odgovorov? Napišite. Verjamem samo v to, kar vidim s svojimi očmi, angelske in duhovne sfere niso zame. Drži, občasno ne drži. Peto vprašanje. Zjutraj s težavo vstanem, pogosto se zbudim še bolj utrujen ali potrujena, kot sem odšel ali pa odšla spat oziroma k počitku. Drži, občasno ne drži. Zabeležite za vas najbolj primeren odgovor. In šesto. Stresne situacije težko prenašam, zato se izogibam TV in radijskih novic, črne kronike. Drži, občasno ne drži. Sedmo vprašanje. Volitve in politika me ne zanimajo, zato mi je vseeno. Verjetno spomladi leta 2026 ne bom šel ali pa šla na volišče. Drži, verjetno ali pa delno, občasno ne drži. Osmo. Življenju se prepuščam in uživam, saj menim, da bo že vesolje poskrbelo zame, da pridejo do mene stvari, ki so mi namenjene. Drži, ali pa občasno ali pa delno ne drži. Deveto vprašanje. Sem zemeljska duša. Drži, ne drži. To sta samo dve vprašanji, se pravi zemeljska duša
opisujem v knjigi Akaški zapisi, osnove dušne matrice, lahko se najdete po opisu. Če nisva naredili branja dušnega zapisa. In zdaj le pogledamo rešitve. Se pravi, če pa niste zemeljska duša, ste pa zvezdna duša. Tako da je bila duša ustvarjena kot za prvo inkarnacijo na nekem drugem planetu, ozvezdju, lahko tudi izven naše galaksije, kot prve inkarnacije. Se pravi, rešitve. Seštejte zdaj, kolikokrat ste odgovorili drži, in za vsako besedo drži dodajte 6 točk. In zdaj le seštejte občasno ali pa delno, dodajte 3 točke. In za vsako besedo, ki ste jo zabeležili kot odgovor ne drži, dodajte 1 točko. In zdaj le stavite video, lepo seštejte. In ko ste to sešteli, poglejmo rezultate. Če ste zbrali od 38 do 54 točk, bo leto za vas polno izzivov in zapletov. Velja previdnost in premišljenost ob vsaki pomembni odločitvi in trening dobrega vodje. Se pravi, boste mogli trenirati, kako biti dober vodja sebe, svojega življenja. In tisti, ki ste zbrali od 27 do 37 točk, lahko pričakujete zmerno leto, ste delno usklajeni z energijami novega leta. Če ste pa zbrali od 9 do 26 točk, se lahko veselite novega leta, saj ste v večini prilagojeni na energije bodočega leta. Čestitam. Karma leta 2026 je namreč v znamenju ognja. Ogenj je naš dober služabnik in slab gospodar. Ogenj vpliva na prebavni trak in pomembno je, da znamo ravnati z našimi čustvi, s strastjo, z ljubeznijo in tudi potem smo si zelo različni. V letu 26 je pomembno, da gojimo prave strasti do pravih stvari. Pomembno je, da vzdržujemo svoj notranji ogenj, da imamo ob sebi motivacijo in voljo. Ogenj predstavlja transformacijo, iz nekaj neuporabnega naredi uporabno ali pa dodaja neko vrednost. Recimo hrana, ogenj, hrana izgoreva, se pravi, zato nam je toplo, smo topli, ker v nas poteka to pač v prebavnem traku. Prebavni organi imajo energijo ognja. In zdaj je pomembno tudi, kako je karma leta, karma ogenj z vašo osebno karmo kompatibilna. In primer, imamo 4 primere. Če je vaša osebna karma ogenj, ga nujno skrbno negujte, se pravi ta ogenj, ta strast, in pravilno usmerjajte za prave stvari ob pravem času, Kronos in Kairos. Če je vaša osebna karma voda, previdno, da vam ne zavre, voda pa ogenj. Ko se soočate s problemi, izzivi, ogenj naredi vodo vrelo, vrelišče, ti vzkipi, prekipi. Če je vaša karma zrak, je zelo nevarno, ker zrak povzroči, da ogenj še bolj intenzivno gori. Se pravi, ogenj rabi kisik, če ne more obstajati.
In tukaj so lahko res neke podivjane strasti, zato pozor. Res bo treba imeti, se pravi, če je močen kamion, mora imeti močne bremze, tako da karma zraka rabi res močne zavore, da se zna ustaviti, da ne gre čez razumsko mejo, ker zrak predstavlja razum. Če je vaša osebna karma zemlja, vam pa ogenj nič ne more, lahko samo spodbudi vaše strasti, se pravi, ogenj pa zemlja nista, ne gresta si navzkriž, zemlja zaduši ogenj, se pravi ga ustavi, ogenj zemlji ne škodi in zemeljska karma je po mojem uvidu, po mojem prepričanju oziroma po mojem avtorskem delu najblažja oblika karme. Ljudje z zemljo, s karmo zemlja imajo pač to nalogo, da pač upoštevajo noč, dan, se pravi, ni za take nočno delo, ker noč je čas za početek, pa da imajo pravočasno otroke, da ujamejo ta pravi čas, plodna leta, se pravi vse te zemljske cikle, da upoštevajo čisto naravne. In za vse to, vrsta karme, vam očitam pri branju dušnega zapisa, to je moja najbolje povpraševana storitev. Z vami bom še za pripravo na leto 2026, tudi brezplačno v Google Meetingih, se pravi, temu rečemo brezplačni webinarji za vse, ki ste ali pa boste kupili hitro te dni mojo novo e-knjigo Brezmejna moč bele magije. Se pravi, za kupce moje knjige, e-knjige Brezmejna moč bele magije. Tudi brezplačni Google Meetingi, ker bomo še podebatirali o energiji, o usklajevanju leta in boste tudi dodani v meditacijsko sobo Bela magija, kjer vas že čakata 2 odlični meditaciji, ki sem jih včasih prodajala, kot se prodajajo sveže žemljice. Tako da zdajle vam jih to podarim, govorim za kupce nove e-knjige Brezmejna moč bele magije, ne za katerekoli druge knjige. Sledite mi v e-novicah, da kaj pomembnega v akciji ne zamudite, kmalu bom začela z izdelovanjem, ali pa sem že, odvisno kdaj me to gledate, če v novembru, osebne karmične prognoze v pisni obliki. Lep pozdrav in v veselem pričakovanju zaključka in novega leta. Pričarajmo si najboljše leto 2026, 21.12. na ta čarobni sobotni dan bom z vami v živo, osebno, če se boste za to odločili, prijavili, poglejte mojo spletno stran, sledite e-pošti. Z vami sem bila Aleksandra Winkler Drole in upam, da se kmalu vidimo. Dobrodošli v mojih brezplačnih e-novicah, kjer vas bom obveščala, kaj imam zanimivega za vas, da se boste še bolj pripravili, kajti pomembna je priprava tako kot za na morje, za na dopust, da kaj ne pozabimo, da smo tudi energijsko usklajeni z novimi energijami, tako kot moramo biti usklajeni z zimo, oblečeni, pripravljeni z gretjem, kurjavo za poletje, spet drug styling. Za pripravo za individualno usklajevanje z energijami novega leta vam bom na voljo tudi osebno. Sledite v e-novicah, brezplačne e-novice, prijavite se v obrazcu na naši spletni strani omgarden.si in kmalu boste obveščeni, kaj pripravljam zanimivega in ugodnega za vas. Se vidimo.